Lep pozdrav! Danes si bomo pogledali eno res provokativno analizo slovenske ustave in njenih, recimo temu, nepričakovanih posledic v digitalni dobi. Pripravite se, ker bomo videli, kako lahko dobesedno nekaj besed na papirju popolnoma preoblikuje politično realnost. Pa začnimo kar z osrednjim udarnim vprašanjem, ki ga postavlja vir te analize. Kako lahko en stavek kar poje politični konflikt? Sliši se precej absurdno, kaj ne? Ampak poglejmo si to pobliže. Ok, najprej moramo postaviti temelje. Da bi sploh razumeli slovensko rešitev, moramo najprej razumeti problem, ki naj bi ga ta rešitev odpravila. In ta problem je mogoče najlažje videti, če pogledamo čez lužo. V Združenih državah imamo, kot navaja vir, eno tako večno politično shizofrenijo. Na eni strani je demos. Veste, to je surova, nefiltrirana volja ljudstva, ki jo zagovarjajo demokrati. Na drugi strani pa republika, se pravi red, zakon, inštitucije, kar branijo republikanci. In to je en tak nenehen boj, nenehno vlečenje vrvi. In potem pridemo v Slovenijo. Kaj pa smo naredili mi? Namesto da bi izbirali eno ali drugo, smo z enim samim elegantnim stavkom v ustavi to celo dilemo preprosto pojedli. Nič več demokracija ali republika. Pri nas je demokracija in republika. Problem rešen, kaj ne? No, vsaj na papirju. Ja, ampak vsi vemo, kaj se zgodi, če poješ nekaj na hitro, brez da bi dobro preživečil, ne? Dobiš prebavne motnje. In točno to se je zgodilo tukaj. Ta naša genialna rešitev je namesto harmonije prenesla popolno paralizo. Poglejmo si to malo bolj odblizu. Vir pravi, da sta ta dva koncepta pravzaprav naravna sovražnika. Demokracija, to je volja večine, včasih malo kaotična. Republika, to je pa vladavina prava, ki ščiti manjšino pred to isto večino. In če daš to dvoje skupaj v en stavek, je to nekako tako, kot da bi zaprl dva borbene petelina v isto kletko in upal na najboljše. No, in vemo, kako gre tisti pregovor, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. In ta tretji je po navedbah vira naša politična elita. Prišli so kot neki nevtralni posredniki, ampak v resnici so samo utišali glas ljudi in razvodeneli zakone. In zakaj? Edini cilj je bil ohraniti status quo, ker v tem navideznem kaosu oni najbolje uspevajo. In rezultat vsega tega? Vir to opiše kot eno prav posebno slovensko inovacijo. Dobili smo demokracijo brez ljudstva in republiko brez vsebine. Ljudstvo je postalo moteč faktor, institucije pa samo prazne lupine. Popolna politična sterilnost torej. Ampak zgodba se tukaj sploh ne konča, pravzaprav se šele začenja. Preselimo se v današnji čas. Tisti stari konflikt, demos proti republiki, je zdaj mrtev. Ampak elita je še kako živa. Vprašanje je, s čim se hrani danes? In to je res ključno vprašanje. Odgovor pa nas ne vodi več ustavno pravo, ampak naravnost v digitalni svet. In izkaže se, da nova hrana te elite niso več neke politične ideje, ampak smo mi sami. Oziroma, če smo natančni, naši podatki. In pozor, to ni neka teorija zarote. Poglejte tole. Raziskava društva Bellis, ki jo vir navaja, je odkrila nekaj, kar je, precej šokantno. 100%, ponavljam, 100% vseh slovenskih parlamentarnih strank, čisto vseh, od leve do desne, brez izjeme, vse pošiljajo podatke obiskovalcev svojih spletnih strani direktno ameriškim tehnološkim gigantom. In tukaj se spet vrnemo k tisti metafori o prebavi. Ampak tokrat se ne prebavlja več neka politična dilema, ampak mi sami, oziroma naši podatki. Vir to imenuje digitalna prehranjevalna veriga. Poglejmo si, kako deluje. Torej, imamo 4 faze. Prva je žvečenje. To se zgodi, ko nekdo obišče spletno stran katerekoli stranke. S tem razkrije svoje interese, strahove, upe. Potem pride požiranje. Stranka te podatke lepo zapakira in pošlje čez ocean, recimo Google ali Meti. Tam se zgodi tretja faza, prebava. Njihovi algoritmi te podatke zmeljejo in najdejo naše čustvene sprožilce, naše šibke točke. In na koncu izločanje. Nazaj v Slovenijo pridejo, recimo temu, digitalni odpadki. V obliki popolnoma prilagojenih, ciljenih sporočil. In tu je bistvo vsega. S temi ostanki, s tem digitalnim odpadkom, elita zdaj hrani prebivalstvo. Zakaj bi se sploh še trudili z nekimi argumenti ali programi?
Lažje je vsakega posameznika zadeti točno tja, kjer je najbolj ranljiv, tja, kjer ga je strah. In tako je status quo zacementiran. Vsak živi v svojem malem algoritemsko ustvarjenem mehurčku. In s tem pridemo do konca in do vprašanja, kaj vse to pravzaprav pomeni za nas, za navadne ljudi. Ker to ni več neka abstraktna politična teorija, to so naša življenja, čisto zares. Poglejte te primere, ki jih navaja vir. Morda je komu zavrnjen kredit na banki, ali pa je označen kot radikalen samo zato, ker je obiskal neko spletno stran, ali pa ne dobi službe in nikoli ne izve zakaj. Vzrok je lahko povsem tih in skrit v digitalni sledi. Vrata se preprosto zaprejo, brez pojasnila. In to povzroči sistem, ki ga hranijo prav tisti, ki naj bi nas zastopali. Končna diagnoza vira je precej srhljiva, če smo iskreni. Pravi, da je Slovenija preskočila fazo delujoče demokracije in šla naravnost v digitalni fevdalizem. Elita sedi v svojih digitalnih gradovih, državljani pa smo postali nekakšni tlačani, ki na digitalnih poljih pridelujemo podatke. In s to letino se potem hrani vse nazaj, da sistem ostane tak, kot je. In vse to nas pripelje do enega samega, ampak res ključnega vprašanja za konec. Če so naši podatki postali nova hrana, ki poganja celoten sistem, kdo potem odloča, kaj je na jedilniku, kdo ima nadzor in kaj to pomeni za prihodnost tiste demokratične republike, o kateri smo govorili na začetku? Kaj se za to metaforo skriva? Točno. Kaj nam ta ideja o požrtiji v bistvu pove o slovenskem političnem sistemu? Ne samo o tistem na papirju, ampak kot avtor poudarja, predvsem o tistem, ki deluje v naši digitalni dobi. Da, točno to. Začniva kar pri tej ustavni gostiji. Mene je pri besedilu najbolj pritegnil sam začetek. Vzame 1. člen ustave, stavek, ki ga pač vsi poznamo. Slovenija je demokratična republika. Tako. In iz tega zgradi celotno teorijo. To se mi zdi res zanimiv pristop. Kako on vidi ta dva pojma, demokracijo in republiko? Ja, njegova analiza v bistvu izhaja iz ameriškega konteksta, kjer sta ta dva pojma v nenehnem konfliktu. On postavi ZDO kot nekakšno bojno polje. Aha. Na eni strani imaš demokrate, to izhaja iz grške besede demos, ljudstvo, in se zavzemajo za, recimo, neposredno voljo večine. Njihov ideal je, da ljudstvo odloča. Na drugi strani pa so republikanci, ki zagovarjajo res publiko, torej javno stvar. To je pa sistem institucij, zakonov, reda, ki naj bi ščitil posameznika, pa tudi manjšino pred morebitno tiranijo večine. Avtor uporabi eno res močno prispodobo za ta ameriški sistem. Primerja ga z staršama. Aha, to je dobro. Ki se neprestano borita za skrbništvo nad otrokom, torej nad državo. In vsaka 4 leta porabijo milijarde dolarjev in priredijo ogromne politične spektakle. Samo zato, da ugotovijo, kateri starš bo imel glavno besedo. Točno. Ali bo prevladala neposredna volja ljudstva ali pa red in institucije. In avtor tukaj vidi temeljno nasprotje, trdi, da sta ta dva principa v svojem bistvu naravna sovražnika. Demokracija je pač sila, ki sili v nek kaos, v spremembe, v revolucijo, če je treba. Republika pa je nasprotje, teži k stabilnosti. Točno, k redu, k predvidljivosti. In Amerika to nasprotje spreme in ga spremeni v svojo osrednjo politično tekmo. In potem pride na vrsto Slovenije. Mi pa se, nismo odločili za enega ali drugega starša. Ne, mi smo, kot piše avtor, preprosto rekli, zakaj ne bi imeli kar obeh in smo ju združili v besedno zvezo Demokratična republika. Kar avtor opiše skoraj komično, je? Da, kot da smo celotno ameriško politično dramo pojedli za zajtrak in s tem rešili problem. Na papirju je to videti kot popolna rešitev, neka sinteza dveh nasprotij. Vsekakor. Obljuba je veličastna. Imamo tako svobodo in nepredvidljivost, ki jo prinaša demokracija, kot tudi varnost in strukturo, ki jo zagotavlja republika. Vendar. Ja, vedno je en vendar. Tako. Avtor takoj postavi ključno vprašanje, ki usmeri celotno analizo. Kaj se zgodi, če nekaj tako velikega, tako kompleksnega, kot je celoten politični sistem, poješ na hitro, v enem grižljaju, brez pravega žvečenja? Dobro, se pravi, na papirju smo ustvarili popoln sistem. Ampak avtor pravi, da je ta popolnost le iluzija, kaj ne? Da si je pri tem obroku nekaj hudo zalomilo. Točno tako. Njegova diagnoza je huda politična prebavna motnja.
To je dober izraz. Je. Trdi, da je ta na videz genialna rešitev v praksi povzročila popolnoma nepričakovan in nezaželen stranski produkt. In sicer? Iz nenehnega notranjega spopada med tema dvema velikanoma, Demosom, ki hoče na ulico, in res publiko, ki sili v pisarne, se je rodil nekdo tretji. Nekdo, ki ni ne eno, ne drugo, ampak je izkoristil njun medsebojni boj. In kdo je ta tretji? Avtor ga opiše z več imeni. Politična kasta, slovenska elita, večni sivi birokrat. Skratka, tista upravljavska plast, ki je vstopila v prostor med ljudstvom in zakonom. Aha, ta tretji element je po njegovem mnenju postal nekakšen nevtralizator. Ljudstvu, torej demokraciji, je rekel: umirite se, saj imate volitve vsake 4 leta, to je dovolj vaše udeležbe. Torej, republiki pa je sporočil: ne bodite preveč natančni, zakoni so odprti za interpretacijo, pomembnejši so politični dogovori. S tem je v bistvu utišal oba pola. Posledica pa je, kot pravi avtor, nekaj, kar imenuje demokracija brez ljudstva in republika brez vsebine. To se mi zdi res močna in uničujoča diagnoza. Da, in ta podoba je ključna. Avtor ne trdi, da institucije, kot so parlament ali sodištva, ne obstajajo. Trdi, da je njihov namen izpraznjen. Njihova funkcija ni več. Točno, ni več služenje javnosti ali iskanje resnice, ampak zgolj ohranjanje notranjega ravnovesja te elite. Postale so same sebi namen, bleščeče, a votle lupine. In kakšen je rezultat tega? Kaj se zgodi s sistemom, ko postane sam sebi namen? Po avtorjevem mnenju se metabolizem države popolnoma ustavi. Sistem ne proizvaja več napredka ali rešitev, ampak samo še samega sebe. Ohranja status quo. Zakaj? Ker bi vsaka resna sprememba, bodisi radikalna zahteva ljudstva, bodisi dosledno spoštovanje zakonov, porušila to udobno ravnovesje, v katerem elita deluje. Ljudstvo postane le statistika, ki jo je treba upravljati, zakoni pa le orodje za ohranjanje obstoječega stanja. Vrhunec te kritike je metafora restauracije, ki jo uporabi. 1. člen ustave je bleščeča fasada. Jedilni list z velikimi črkami obljublja demokratsko republiko. Ampak ta naš tretji človek končno prinese krožnik, na njem ni ničesar, samo lepo zložena servietka. Oblika je popolna, vsebine pa ni. Točno to. Požrli smo torej ameriški politični konflikt, a ker nismo vedeli, kaj z njim početi, smo ga, kot pravi avtor, prebavili v nič. Ostal je le upravljalec te praznine. In ta upravljalec, ta elita. Potrebuje neko gorivo, da ohranja svoj vpliv. Avtor pravi, da ga je v 21. stoletju našla na precej nepričakovanem in srdljivem mestu. In s tem prehajava v drugi digitalni del te analize, ki je po mojem mnenju še bolj pretresljiv. Če se je ta elita prej hranila s politično apatijo in institucionalno praznino, s čim se hrani danes? Z našimi osebnimi podatki. In tu ne gre več za abstraktno teorijo. Tukaj postane konkretno. Zelo konkretno. Avtor svojo trditev podkrepi za raziskavo. Gre za društvo Belis, organizacijo, ki se osredotoča prav na digitalne pravice. Mimogrede, ime društva in avtorja sta si sumljivo podobna, kar verjetno ni naključje. Verjetno ne. Kaj so ugotovili? Pregledali so spletne strani vseh slovenskih parlamentarnih strank in ugotovili, da 100% vseh, brez izjeme, uporablja sledilnike, ki osebne podatke obiskovalcev pošiljajo ameriškim tehnološkim korporacijam. Google, Meta. Čakaj, 100%. Od leve do desne. Absolutno. Za celoten politični spekter, od strank, ki poudarjajo nacionalno suverenost, kot je SDS, do tistih z besedo svoboda v imenu, pa vse do levice, ki se ideološko bori proti korporativnemu kapitalu. Torej, vse stranke, ne glede na svojo ideologijo, sodelujejo v istem sistemu zbiranja podatkov. To je pa res zanimivo. Zakaj bi stranka, kot je levica, ki ideološko nasprotuje korporacijam, uporabljala orodja od Googla? Je to hipokrizija, kot nakazuje avtor, ali pa so ta orodja postala tako vseprisotna, da se jim v politični areni preprosto ni več mogoče izogniti?
To je dobro vprašanje. Avtor se nagiba k prvi razlagi, ampak tvoje vprašanje je na mestu. Ne glede na motivacijo, pa je posledica enaka. In tukaj avtor obrne svojo prvotno metaforo na glavo. Tako. Pravi, da Slovenija na koncu ni pojedla ameriških idealov svobode in demokracije, ampak njen najbolj sporen izvozni produkt – nadzorni kapitalizem. Nadzorni kapitalizem, to je osrednji pojem v tem delu. Lahko na kratko pojasniva, kaj to sploh je? Seveda, nadzorni kapitalizem je v bistvu poslovni model, kjer tehnološka podjetja služijo milijarde s tem, da naše osebne podatke, Naše klike, iskanja, interese. točno, lokacijo, vse to, spreminjajo v produkt. In ta produkt so napovedi o našem prihodnem obnašanju, ki jih nato prodajajo najboljšemu ponudniku. Najpogosteje so to oglaševalci, v tem primeru pa, kot pravi avtor, so to politične stranke oziroma elita, ki jih upravlja. Sklenili smo faustovsko pogodbo, kot pravi. Tako, v zameno za brezplačne storitve smo jim dali ključe do naše psihe. In avtor pravi, da je slovenska politična elita ta sistem posvojila za lastne potrebe. Opiše celo nekakšen digitalni prebavni cikel. Imenuje ga cikel CZDA-C. Kako ta cikel deluje? Razdela ga v 4 korakih. Prvi je žvečenje. To se zgodi, ko nekdo obišče spletno stran stranke. Točno. Državljan, ki ga nekaj skrbi ali zanima, išče informacije, morda upanje, rešitev za svojo stisko. Potem sledi požiranje. To je tisti trenutek, ko kliknemo na stran in se naši podatki, naši strahovi, interesi, demografski podatki, brez našega vednega in izrecnega dovoljenja, preko sledilnikov. Pošiljajo čez ocean, v podatkovne centre v ZDA. Tretja faza je prebava. Tam, v ZDA, ameriški algoritmi te surove podatke predelajo, analizirajo jih, iščejo vzorce in izračunajo naše šibke točke, ugotovijo, kaj nas jezi, česa nas je strah, kaj si naskrivaj želimo. Ustvarjajo naš natančen psihološki profil. Točno. In zadnja faza, ki jo avtor opiše, je izločanje. In to je morda najbolj ciničen del. V Slovenijo se ne vrnejo rešitve za težave, ki so nas prvotno pripeljale na stran. Ne. Vrnejo se, kot zapiše avtor, digitalni odpadki. Kaj to pomeni? To so mikrotargetirani oglasi, prikrojene novice, čustveni sprožilci. Vsebine, zasnovane tako, da nas zadenejo točno tja, kjer smo najbolj ranljivi. Točno. In s to predelano toksično krmo, s temi digitalnimi izločki, slovenska elita, po mnenju avtorja, hrani ljudstvo. Torej, avtor ne pravi le, da stranke zbirajo podatke za oglaševanje, trdi nekaj veliko bolj temeljnega, da je celoten politični diskurs postal odvisen od tujih algoritmov. Ki so optimizirani za dobiček in angažiranost, ne pa za demokratično razpravo. To je bistveno večji problem. Absolutno. Namen ni več prepričevanje z argumenti, ampak algoritemsko ciljanje državljanskega strahu, jeze in negotovosti. Cilj ni več ustvarjati informiranega državljana, ampak čustveno odzivnega uporabnika. S tem je status quo, ki ga elita potrebuje, zacementiran. Vsakdo je zaprt v svoj lasten, personaliziran informacijski mehurček, v svoj digitalni zapor. Ne vidimo več skupne realnosti. Ne, vidimo le tisti delček, ki ga je algoritem izbral za nas, da bi nas ohranil pasivne, razdeljene in, kar je najpomembneje, vodljive. To pa ni več samo teorija. Avtor navaja, da ima ta digitalni svet zelo konkretne posledice v resničnem življenju. Sklicuje se na še eno raziskavo. Da, omenja raziskavo Neodvisnega sveta za digitalno etiko oziroma NSDE. Oni delujejo kot nekakšen etični nadzornik na tem področju in opozarjajo na resno nevarnost. Naprimer, že sam obisk spletne strani stranke, kot sta recimo Levica ali SNS, lahko v našem nevidnem digitalnem profilu ustvari odtis politične radikalizacije ali visokega tveganja. In kaj to praktično pomeni za posameznika? Avtor navaja nekaj res srhljivih primerov. Algoritem, ki zbira te podatke, ne ve, ali je nekdo obiskal spletno stran iz radovednosti za študijske namene ali kar se z njo strinja. On vidi le vzorec. Vidi le vzorec in v profil zapiše: subjekt kaže zanimanje za rušenje sistema ali subjekt je nagnjen k ekstremizmu. In ko bo ta ista oseba,
Naslednji dan zaprosila za kredit v banki ali se prijavila za službo, lahko algoritem za oceno tveganja prižge rdečo luč. Točno. Algoritem, ki se napaja iz istih podatkovnih virov, tiho prižge rdečo luč. To je pa res grozljivo. Pomislek, da bi te zgolj brskanje po spletu, morda iz čiste radovednosti, lahko stalo službe ali kredita, to je nekaj, o čemer verjetno redko razmišljamo. In zato za vrnitev ne bi dobili nobenega pojasnila. Seveda. Brez pritožbe, brez sogovornika, točno to je bistvo problema, ki ga avtor izpostavlja. To je tisto, kar imenuje tiha, nevidna ovira. Je le odločitev algoritma, ki temelji na digitalnem odtisu, ki smo ga nevede pustili na spletni strani politične stranke, ki naj bi nas zastopala. In tukaj se krog analize sklene in vrne nazaj k ustavi. Kako to poveže nazaj? Postavi ostro nasprotje. 1. člen ustave nam obljublja, da živimo v suvereni demokratični republiki. Ampak? Toda koda, skrita v ozadju spletnih strani tistih, ki naj bi to suverenost predstavljali, torej parlamentarnih strank, po njegovem mnenju dokazuje ravno nasprotno. Ta koda, pravi avtor, sporoča, da smo postali le krma za prašiče v globalnem sistemu podatkovne ekonomije. Naša suverenost se konča tam, kjer se začnejo pogoji uporabe tehnoloških platform. Točno tako. Končna diagnoza avtorja je zato brutalna in brezkompromisna. Trdi, da je Slovenija preskočila fazo delujoče demokracije in skočila naravnost v nekaj, kar imenuje digitalni fevdalizem. To je res težka beseda. Je. In uporabljajo zelo premišljeno. V tem sistemu, kot ga slika politična elita, živi v svojih prašičjih gnojnih gradovih. S čimer očitno misli na institucije, kot je parlament. Medtem ko državljani na digitalnih nivah garajo in pridelujejo najdragocenejšo surovino 21. stoletja – podatke. In s to surovino jih nato ta ista elita krmi nazaj, da ostanejo mirni, razdeljeni in vodljivi. Prehodila sva torej pot od ene same pametno sestavljene povedi v ustavi, preko ideja o politični prebavni močni, pa vse do te precej mračne diagnoze digitalnega fevdalizma, ko jo zastavlja mag. Mihael Belis. Res te prisili, da pogledaš onkraj besed in analiziraš dejansko delovanje sistema. Če poskušava strniti, je osrednji argument besedila naslednji. Poskus združitve dveh nasprotujočih se idealov, kaotične demokracije in urejene republike, je v slovenskem primeru ustvaril vakuum moči. Ta vakuum je zapolnila politična elita. In ta elita Danes za ohranjanje svoje pozicije ne uporablja več zgolj klasičnih političnih orodij, ampak veliko močnejša, nevidna orodja digitalnega nadzora in manipulacije. Za konec pa še ena podrobnost, ki je verjetno namenoma vključena v besedilo in jo velja omeniti. Avtor je svoje besedilo podpisal z datumom prihodnosti, 30. januar 2026. S tem celotni analizi doda občutek nujnosti, kot da gre za opozorilo pred nečim, kar se že dogaja in se bo v prihodnosti le še ukrepilo. Tako ostaja vprašanje za razmislek. Avtor trdi, da spletna koda v praksi razveljavlja ustavne obljube. Če je to res, kje se potem danes piše resnična ustava družbe? Na papirju v parlamentu ali v algoritmih onkraj oceana?